Lepo pozdravljeni v hramu slovenske demokracije. Iskreno smo veseli, spoštovane ravnateljice, ravnatelji, mentorice in mentori, učenke in učenci osnovnih šol v Republiki Sloveniji in slovenskih osnovnih šol v zamejstvu, ker ste se od srca in literarno kakovostno odzvali na poziv Združenja veteranov 90-91 mesta Ljubljana in bivših ljubljanskih občin z osnovno šolo Vič na 11. literarnem natečaju Moja rodna domovina, Lipa kot simbol slovenstva. Lep pozdrav tudi vsem visokim gostom in vsem ljudem, ki jim je domovina zavest o lastni in nacionalni biti v enem in nedeljivem. Vljudno vabim k besedi predsednika Združenja veteranov mesta Ljubljana, gospoda Igorja Potočnika. Spoštovani gospod predsednik, dragi mladi literati, spoštovani gostje, prijatelji. Lipa kot simbol slovenstva, kateri pa so simboli slovenstva? A je to Triglav, je to Planica, je to Lipa, pa bi še kaj lahko naštel. In odgovor je zelo enostaven, vse od neštetega, pa še tisto, kar tudi nisem povedal. Ali pa naslednje vprašanje, ali simbole nacionalne identitete sploh še potrebujemo v sedanjem svetu brez meja? Odgovor je zelo kratek. Ja, potrebujemo jih in morda še bolj kot kadarkoli prej. Običaj naših prednikov je bil, da so Lipo posadili ob pomembnih dogodkih, kot pomnik bodočim rodovom. Velik simbolni pomen ima zatorej Lipa, zasajena ob osamosvojitvi naše države, ki mimoidoče nedaleč od te stavbe spominja in opominja na dogodke v Sloveniji pred skoraj 3 desetletji. Najbolj poznana seveda lipa na Slovenskem je pa Najevska lipa, stara menda več kot 700 let, kjer so leta 1991, tisti prvi slovenski državniki, prvič simbolično se tam sestali. Lipa torej simbolizira vračanje k lastnim koreninam ter priložnost, da novodobne vaške starešine za trenutek pozabijo na vsakodnevne razprtije in se zazrejo v jutrišnji dan. Mogočno drevo sestavlja 7 posameznih dreves in narava nas seveda tukaj nekaj tudi nauči. Kot posameznik si ranljiv, si izpostavljen, povezani posamezniki pa kljubujejo nemirnim časom stoletja in stoletja. Z narodovo samobitnostjo enako, zakoni narave so seveda univerzalni. Mladi literati s svojimi prispevki delite svoja domovinska čustva in misli z nami odraslimi. Marsikatera zapisana misel nam da misliti. Našim prednikom je posamezno drevo in narava pomenila praktično vse. Hrano, vodo, zavetje, varnost. In naravo so obvarovali, da smo danes lahko tukaj, da razmišljamo ob vaših literarnih delih, enostavno, da smo. Kaj pa mi? Ali znamo dovolj ceniti, da imamo lastno domovino, da smo, kar smo, da pijemo vodo naravnost iz narave? Marsikomu na svetu to ni dano. Domovina in narava nista sama po sebi umevni. Za obe se treba potruditi, boriti, negovati in jo tudi ohraniti. Pa ne samo nas zase, za naše zanamce. Ne sme biti vprašanje, ali bomo tudi sami posadili lipo ali je ne bomo. Vsaka danes posajena lipa bo namreč še dolga stoletja govorila, da smo bili tu, ki nam je bilo mar za slovensko besedo, za domovino, naravo in bodoče rodove na Slovenskem. In še 200 let po vodniku še vedno odmeva. Drava čigava je, Soča čigava je, jih bomo varvali, kdo jih će pit, pa srečno.
Hvala, spoštovani gospod Potočnik. Sedaj pa na oder, če mu lahko tako rečem, vabim mladega saksofonista Miha Rožanca, ki nam bo zaigral skladbo Lepo je v naši domovini biti mlad. Hvala, Miha. Nekoč so se očaki zbirali pod lipo, glasovali, modrovali in po vesti ter srcu vodili svoj narod. Danes to počno v tej mogočni stavbi, v hramu demokracije. Veseli smo, da je tudi mladim domoljubom odprl svoja vrata. Hvala. In vljudno vabim k besedi današnjega osrednjega govornika in gostitelja, predsednika Državnega sveta, gospoda Alojza Kovšco. Spoštovane učenke in učenci, mentorice in mentori, ravnateljice in ravnatelji, spoštovani organizatorji današnjega dogodka, Združenje veteranov 1990-91 mesta Ljubljane in bivših ljubljanskih občin in posebno višji štabni preporščak Andrej Jurjevič, idejni oče tega projekta, spoštovani državni svetniki in poslanci, spoštovani starši, gospe in gospodje. Dovolite mi, da vas vse skupaj prav lepo pozdravim v imenu Državnega sveta Republike Slovenije, drugega doma našega parlamenta. Moram reči, da se je že dogajalo, da smo o polni dvorani pokali po šivih, ampak nikoli pokali tako od mladosti, veselja in zadovoljstva. To je izjemen dogodek. Danes v naši sredi Danes v naši sredi gostimo prihodnost. Gostimo naše mlade ustvarjalce, ki so se odzvali povabilu Združenja veteranov mesta Ljubljane in bivših ljubljanskih občin in v literarni obliki predstavili svoje razmišljanja o domovini. Kaj jim ta pomeni in kako jo doživljajo in kako jo v svojih mladih srcih vrednotijo. Kaj jim pomeni ta dom in država. Vidimo, da Slovenijo obišče vsako leto več turistov in da ti o Sloveniji govorijo s presežki, kot o mirni, lepi, urejeni državi, s prebivalci, ki smo gostoljubni in prijazni. Vendar ali res poznamo svojo domovino in ali jo dovolj cenimo tudi mi sami? Se nam morda ne zdi nekaj preveč samoumevnega, lahko pridobljenega in kar za večne čase podarjenega. Naši predniki si še v sanjah niso mogli predstavljati, da bomo Slovenci kdaj imeli svojo državo, ki bo enakopravna z vsemi državami sveta in katere jezik se bo govoril v tako pomembnih inštitucijah, kot je Evropski parlament.
Priznati moramo, da je bil slovenski jezik in pisana beseda temelj našega zgodovinskega obstoja in današnje državnosti. Nismo imeli kraljev, imeli smo le malo plemstva in še manj pomembnih politikov. Imeli pa smo kulturo in slovensko besedo, ki smo jo negovali kot punčico svojega očesa. Naši predniki niso začeli praktičnega slovenstva s politiko, ampak sredi 16. stoletja s knjigo v slovenskem jeziku, ki ostaja do danes temelj naše kulture. Svojo prisotnost smo vedno izkazovali tudi z bogatim kulturnim delovanjem. Zato je izdaja vsake slovenske knjige še sedaj pravi mali praznik. Ob teh razmišljanjih se je treba posebej spomniti deleža tistih prednikov, ki imajo velike zasluge za širjenje slovenske zavesti v najtežji, to je v prvi fazi politične misli 19. stoletja. Takrat je levantinski škof Slomšek na volilnem letaku jasno zapisal: kakor si boste postlali, tako boste ležali. In pred slabimi 200 leti smo bili Slovenci glede narodne zavesti in samostojnosti na približno istem, kot so danes Bretonci, Baski, Katalonci in še nekateri drugi narodi. A mi danes vendarle imamo svojo samostojno državo, vključeno v Evropsko unijo, preimenovani narodi pa o tem zaenkrat lahko le sanjajo. V obdobju narodnega prebujanja v drugi polovici 19. stoletja je pesnik Jovan Vesel Koseski v duhu pesniške svobode in vznesenosti zapisal: biti slovenske krvi, bodi Slovencu v ponos. Kmalu je vers postal moto slovenskih narodnostnih buditeljev. Državo smo si priborili 150 let kasneje, pred 28 leti. Po starosti je še vedno mladenka, ki so jo rodila stoletja klenosti slovenskega duha in moči ukoreninjene slovenske besede, neomajna vera v ljudi, sanje vseh naših Trubarjev, Slomškov, Prešernov in pogum pokončnih slovenskih osamosvojiteljev. Danes se lahko vprašamo, kaj pomeni biti Slovenec in kaj pomeni domovina. In prav na ti ključni vprašanji ste v svojih literarnih besedilih s svojimi besedami odgovarjali vi, najmlajši državljani naše domovine. Dragi mladi prijatelji, danes ste zbrani tukaj v dvorani drugega doma našega parlamenta in imeli bomo veliko čast, da nam boste predstavili svoje raznovrstne, originalne, izjemne literarne stvaritve na temo naše domovine in domoljubja v povezavi s slovensko lipo, našim simbolnim drevesom, ki nam je bila v času po osamosvojitvi tako pomembna, da smo po njej poimenovali celo našo prvo nacionalno valuto. Velikokrat slišimo, da smo v zavedanju lastne identitete v primerjavi s sosednjimi narodmi šibkejši, da premoremo premalo samozavesti in se kot narod po krivici zapostavljamo. Razmislek o domovini zato nagovarja k razmisleku o boljši skupni prihodnosti. In prav vi, mladi, vi ste tisti, ki boste ustvarjali novi svet, ustvarjali Slovenijo prihodnosti. Čestitke Združenju veteranov 9091 mesta Ljubljane in bivših občin in njegovemu predsedniku dr. Igorju Potočniku za izvedbo 11. literarnega natečaja. Čestitke vsem sodelujočim učencem in mentorjem, ki ste sprejeli zadani izziv. Čestitke sorodnikom in staršem, ki svoj naraščaj spodbujate v domoljubno in narodno zavedno smer. Čestitke vsem nagrajencem našega natečaja. Verjamem, da bo današnji svečani dogodek pomembna spodbuda za vaše nadaljnje ustvarjalno delo, predvsem pa velika potrditev za mentorje, da imate v vašem okolju izvrstne učence, ki so vredni vašega truda in vodenja. In predno zaključim, spoštovani mladi prijatelji, rojen sem bil v državi, ki je bila večja od Slovenije. Imela je večjo vojaško, ekonomsko moč, njene meje so bile daleč narazen. Cel dan je bilo treba, da si potoval z enega konca do drugega.
Ampak vse, kar smo našli v tisti veliki državi, najdemo tudi v tej mali. Ničesar nam ne manjka. Vse je pred vašimi nogami. Potreben je samo pogum in ustvarjalnost. Kakor so se vaši očetje zavedali svoje vloge in pomena leta 1991 in šli pred tanke, tako vi danes in jutri pojdite pred račune, pred formule, pred druge zahteve, zmagajte, postanite modri, učeni. Le tako bomo majhen narod, kot je slovenski, majhen po številu, ne po sposobnosti, popeljali tja, kjer mu med ostalimi narodi na svetu pripada njegovo originalno mesto. V zgodovini smo Slovenci kot maloštevilni imeli neprimerljivo več dosežkov glede na število prebivalca kot veliki narodi. In vaša dolžnost je, da to nalogo prevzamete in nas v prihodnosti še bolj proslavite, kot so nas naši slavni predniki. Hvala lepa. Najlepša hvala. Občutek pripadnosti narodu je temelj lastne in nacionalne samobitnosti. Brez nje bi bili kdorkoli, vendar ne in nikoli drugače. Mi smo Slovenke, mi smo Slovenci. Nastopil je prvi slovesni trenutek, ko bodo mladi domoljubni pesniki in pesnice, pisatelji ter pisateljice prejeli zaslužene medalje za svoja dela. Prosim predsednika Državnega sveta, gospoda Alojza Kovšco, da podeli zaslužene medalje. Začnimo z Leo in z retoričnim vprašanjem, ki je žlahtno pesniško orodje. Lipa ti stara gospa zelena, kaj vse si že videla, kaj vse doživela? Lea Emeršič, Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj, podružnica Grajena. Mentorica Jelica Primožič. Draga lipa nam stoji na travniku, ki ga krasi zelena trava ter kobilice in metulji. Gre zima, pride pomlad, a lipa še vedno krasi mojo domovino. Jana Lesičnik, Osnovna šola neznanih talcev Dravograd, mentorica Simona Jerčič Pšeničnik. Domovina je za človeka izrednega pomena.
Predstavlja nam kraj, v katerem smo srečni in se počutimo varne. Je kot neke vrste družina. Zanjo moramo biti hvaležni in jo spoštovati, saj se sploh ne zavedamo, kako srečni smo lahko, da jo imamo. Nuša Kadiš, Osnovna šola neznanih talcev Dravograd, mentorica Marijana Pšeničnik. Zgodba o Sloveniji je zgodba o pogumu, o duši, srcu in razumu. Naši dedje so se borili za svobodo, za zemljo svojo, sonce, vodo. Tilen Kralj, Osnovna šola neznanih talcev Dravograd, mentorica Darja Lesnik. Ste si kdaj predstavljali drevesa kot antene, ki lovijo sporočila z neba, da jih potem lahko predajo nam? Morda so te skrivnosti dreves naši dedki in babice zelo dobro poznali in se ob tihem posedanju pod drevesom bolje počutili. Zavedali so se, da je drevo simbol človeške povezanosti z naravo, da drevesa sodelujejo pri ustvarjanju naše zgodovinske in kulturne dediščine. Rebeka Rotar, Osnovna šola Dobre Polje, mentorica Ema Sevšek. V moji rodni vasi, v Podpeči, ob cerkvi svetega Martina raste mogočna in stara lipa, ki jo po pripovedovanju vaščanov zasadil že Janez Vajkard Valvazor, ko je davnega leta 1689 raziskoval slavno Podpiško jamo. Mark Krašnja, Osnovna šola Dobre Polje, mentorica Polona Otničar Pajk. Zdaj sem tu, sedim ob tebi. Tako prijetno dišiš, tako tiho je. Nobenega vrveža, nobenega hrupa, nobenega kreganja. Samo ti, jaz in veter, ki poplesava skozi tvojo bogato krošnjo in skozi moje razmršene lase. Počutim se svobodno, odprto. Razne misli mi kot ta veter poplesavajo po glavi. Aša Slemnik, Osnovna šola Šentjanž pri Dravogradu, mentorica Liljana Ladra. Lipa spominja me na dom, topel dom, kjer sreča prehaja s človeka na človeka. Ajda Mihelič, Osnovna šola Stari trg ob Kolpi, mentorica Marija Wolf. Domov sem prišla sestradana, zato sem si pripravila okusen obrok. Najprej blitvino juho, saj je blitva rasla na mojem malem vrtičku. Spekla sem tudi palačinke z borovnicami, ki so dozorele v bližnjem gozdu. Prijetno sita sem se ulegla na kavč, prižgala televizijo in zaspala. Sanjala sem, kako sem rešila Slovenijo in kako bom čez 76 let postala slavna rešiteljica lip v naši prelepi Sloveniji. Ema Kranc, Osnovna šola Rovte, mentorica Amalija Lazar Bevc. Starka se je zdela srečna. Še enkrat se je ozrla proti lipi. In Julijanu se je zdelo, da mu je pokimala. Dolgo je nepremično zrl za njimi. Domov se je odpravil z nasmehom na ustih, vedoč, da je lahko srečen, da ima takšno življenje, kot ga ima. Prepričan, da bo slej ko prej našel svojo lipo. David Kranc, Osnovna šola Rovte, mentorica Ljudmila Treven. Slovenija je majhna dežela. Imejmo jo radi in spoštujmo drug drugega. Gojimo prijateljstvo, ne dovolimo, da pri nas zavladajo tujci. Naš pregovor pravi: nihče ne ljubi domovine, ker je velika, temveč ker je njegova. Domovina je dediščina, ki smo jo prejeli od prednikov. Lipe pa naj le mogočno rastejo in ohranjajo spomine.
Sebastian Gomboc, Osnovna šola Sveti Jurij, mentorica Liljana Hajdinjak-Zelko. Moj dom je tukaj, kjer ponosno bije mi srce, kjer gore so in morje, kjer slovensko je ime. V svet predstavlja mi moja rodna domovina. Zame vedno bo najlepša, ena in edina. Sara Žagar, Osnovna šola ob Dravinji, mentorica Jovita Kovač. Strele vojne in viharje si prestala, samo da si nas obvarovala. Že stoletja z nami trpiš in za svoj narod cvetiš. Nežka Mežnar, Osnovna šola Gradec, Litija. Mentorica Alenka Zupančič. Njen list ima obliko srca in igralec ga na karti življenja ima. Zato naj Lipa živi v vseh koncih in krajih na zemljevidu sveta. Zala Urbančič, Osnovna šola Tabor, mentorica Bojana Levinger. Kot času kljubuje Lipa, kljubujejo in bodo kljubovali Slovenija in njeni Slovenci. Marinka Hrovat, Osnovna šola Bogojina, mentorica Marjetka Erdeli. Pa fantič odide v svojo vasico, kjer mu povejo šokantno novico. Izvedel veliko novih stvari o Lipi, ki nemo na hribu tiči. Kaja Kremesec, Osnovna šola Metlika, mentorica Petra Kostelec. Spraševala sem se, kaj vse ve ta Lipa o zgodovini slovenskega naroda. Gotovo je, da je preživela številne vojne, se veselila svobode in trepetala za svoje domačine. Lana Lorenci, Osnovna šola Muta, mentorica Franja Razdevšek. Drevo življenja v tebi se nahaja, naša Lipa, ki zdravje prodaja. Predniki so pod njo odločali modro, zaljubljenci si obljubljali zvestobo. Mirjam Tratnik, Osnovna šola Žiri, mentorica Maja Brezovar. Toplino daje mi ta kraj, poln ljubezni, res je kot čaroben raj. Tukaj konca nima toplina, res smo kakor neuničljiva družina. Kaja Rihtarič, Osnovna šola Kajtana Koviča, mentorica Zdenka Šiplič. Domovina je vsa preteklost, sedanjost in mogoče tudi prihodnost. Patrik Sevšek, Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik, mentorica Maja Klep. Temu se reče fant in pol, je že moje višine. Iskrene čestitke, drage nagrajenke in dragi nagrajenci. Preden nadaljujemo, pa na oder vabim mladega violinista, ki nam bo zaigral skladbo For a Boy. Mate Beštek, izvoli.
Hvala, Mate. Da lahko podoživite ta svečani trenutek in svoj uspeh, smo za vas pripravili navdihujoč glasbeni predah, ki ga bosta izvedli vrhunski glasbenici, vokalistka Petra Vidmar in saksofonistka Larisa Marjanović. Izvolite. Najlepša hvala, draga Petra in Larisa, da sta svojo virtuoznostjo obogatili današnji dogodek. Napočil je drugi vrhunec podelitve. Vabim gospoda predsednika združenja, dr. Igorja Potočnika, da podeli priznanja mladim, ki prav tako prodorno in čuteče v verzih in prozi pišejo o simbolu slovenstva. Priznanja prejmejo Tina Medved, Ala Kvašina, Blaž Furlan, Eva Lautižar, Maša Tomšič-Tekavčič, Becabeja Rus, Ajda Murec, Gal Onič, Lana Sašek, Naja Friedl, Patricija Šlajmer,
Karin Pečnik. Pei Ni Liang. Anja Lazar. Marta Mlinar. Neža Boštar. Miha Gorjup. Petra Gotar. Blaška Jurca. Jaša Kecman Kordeš. Ina Rihtar. Katarina Hrvatin. Katja Prijanović. Tobijas Javornik. Čestitke tudi v mojem imenu, saj je domovina le ena, nam vsem dodeljena, tako kot je napisal na grobnico narodnih herojev pesnik Oton Župančič. Pred novim vrhuncem vam privoščim še en navdihujoč premor v izvedbi virtuozin Petre in Larise. Prav je in spodobi se, da povabim k besedi tudi ravnatelja osnovne šole Vič, ki je že več kot desetletje soorganizator literarnega natečaja Moja rodna domovina. Še posebej, ker sledi podelitev nagrad šolam za izjemno sodelovanje pri projektu. Gospod Sašo Vlah, lepo vas prosim za besedo. Hvala lepa. Spoštovani predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, gospod Alojz Kovšca, spoštovani podžupan Mestne občine Ljubljana, gospod Aleš Čerin, spoštovani mladi literarni upi, spoštovani starši, mentori, ravnatelji in ravnateljice, učitelji in vsi, ki ste danes z nami, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Letošnje sodelovanje med osnovno šolo Vič in Združenjem veteranov 90-91 vojne za Slovenijo, mesta Ljubljane
in bivših ljubljanskih občin je dopolnilo že 11 let, kar je izjemno, hkrati pa to pomeni, da delamo nekaj resnično dobrega za vse nas. Vsako leto z veseljem prebiram prispevke mladih literatov na temo domoljubja. Vedno so polni novih idej, zagnani in se medsebojno dopolnjujejo na različnih področjih. Naša mala dežela ima tako rekoč vse. Od morja, prelepih kraških znamenitosti in vse do sopljivih gorja. Slovenija je v zadnjem času postala tranzitna dežela, saj ponuja pomoč številnim beguncem in migrantom. Vsi dobro misleči ljudje v naši deželi so dobrodošli, morajo pa sprejeti naše vrednote, slovenski jezik in našo zgodovino. Otroke moramo ozaveščati o drugače mislečih, strpnosti do njih, empatiji, saj so tudi te vrednote bistvene za vse človeštvo. Na to, da imamo svoj dom, svojo kulturo in svojo domovino, smo lahko izjemno ponosni. Pedagoški delavci, ravnatelji, starši in vsi domoljubi nosimo veliko odgovornost pri vzgoji naših otrok, zatorej jim moramo na njim dostopen način prevzeti odgovornost in prikazati vrednote, ki so resnično pomembne za vse nas in za katere so se borili tudi naši predniki. Z ozaveščanjem pravih vrednot predamo mladini odlično popotnico za življenje in le tako lahko kot svoboden narod naredimo več za našo ljubo Slovenijo. Hvala vsem, ki skrbite za našo mladino, še posebno vam, dragi starši, ki svojim otrokom dajete najlepše zglede. Hvala lepa. Hvala, spoštovani ravnatelj. Sedaj pa naj svojemu ravnatelju in tudi nam vsem še enkrat zapoje pevski zbor Osnovne šole Vič pod vodstvom Nejca Novaka. Zapeli nam bodo pesem, ki našo domovino umešča v skupnost evropskih narodov. Pesem polno radosti, pravo odo, odo radosti. Ni ta pesem kot nalašč za zahvalo in za podelitev simbolnega kovanca našemu nocojšnjemu gostitelju, predsedniku Državnega sveta, tega pomembnega telesa naše parlamentarne demokracije, gospodu Alojzu Kovšci. Gospod predsednik združenja, dr. Potočnik, prosim, če predate priznanje.
Na vrsti je zadnja podelitev. Podelitev osnovni šoli, ki se je izkazala z izjemnim sodelovanjem in kakovostjo prispelih del. Dovolite, da se predstavi. Spoštovani, Osnovna šola Bogojina. Naša šola, Osnovna šola Bogojina, se nahaja na skrajnem severovzhodnem delu Slovenije. Leži sredi ravnice v naselju Bogojina. Obdajajo travniki, gozdovi, prečudovita narava. V naši šoli pravimo kar sončna šola, tako zaradi barv, kakor tudi zaradi pozitivne energije, ki jo ustvarjamo v njej. Šolo obiskuje 183 otrok v 9 oddelkih, 31 zaposlenih na šoli, želimo našim otrokom dati najboljše, kar znamo in zmoremo. Vizija naše šole, ki se glasi: v širna prostranstva neznanega vstopamo z znanjem in odgovornim ravnanjem, nas usmerja k vsebinam in pristopom, ki spodbujajo čim bolj optimalen in celosten razvoj vsakega posameznika v smislu spoznavnega, čustvenega, telesnega, socialnega razvoja. Naše poslanstvo je osredotočeno na pouk. Naš temeljni cilj učenja je učenje za življenje. Stremimo k čim bolj uporabnemu znanju, ki vključuje tudi razvoj socialnih veščin ter prilagoditvenih kompetenc, ki so izrednega pomena za življenje v hitro spreminjajoči se današnji družbi. Da bi ustvarjali čim bolj motivacijska učna okolja za učence, smo usmerjeni v vsebine in dejavnosti, ki v ospredje postavljajo učenčevo aktivnost, ustvarjalnost, kreativnost, sodelovalnost. Že sama obveščenost šole v to prelepo naravo nam daje možnost prisnejše povezave z naravo, ki jo z veseljem uporabljamo za učenje na prostem. Aktivnosti učencev usmerjamo v raziskovanje, odkrivanje in oblikovanje kulturne in kreativne osebnosti, kar pa vključuje globje poznavanje sebe, odgovoren odnos do svojega telesa in zdravja, do drugih ljudi in kultur, do naravnega in družbenega okolja. Želimo, da se otroci v šoli počutijo varno, sprejeto in sproščeno. Spodbujamo in razvijamo prijateljske odnose, medsebojno sodelovanje in spoštovanje. Skrbimo za dobro počutje vseh ter duševno zdravje otrok. Najlepša hvala za odlično predstavitev. Priznanje osnovni šoli Bogojina bo podelil višji praporščak gospod Andrej Jurjevič. Gospod Jurjevič, lepo prosim, izvolite. Hvala, gospod Jurjevič. V imenu organizatorja iskreno čestitam vsem nagrajenkam in nagrajencem in izražam zahvalo njihovim mentorjem, mentoricam, staršem, najbolj pa vam, dragi otroci. Berite slovensko besedo, kot je rekel pisatelj Ciril Kosmač. Ko prebereš eno knjigo, pride vate eno sonce. Ko prebereš 100 knjig, iz tebe sije 100 sonc. In vsi se čudijo, odkot ta silna svetloba v človeku. Zaključimo pa veselo. Po prigrizku, ki vas čaka v preddverju, kjer si lahko mimo grede ogledate zelo poučno razstavo, vas čaka vožnja z ladjico po Ljubljanici. Tudi pod Šuštarskim mostom
Kot poje zadnja pesem v izvedbi pevskega zbora osnovne šole Vič pod vodstvom Nejca Novaka. Srečno! Preden predam besedo gospodu Alojzu Kovšci še za nekaj zaključnih besed, samo kratko obvestilo, da si lahko posnetek današnjega slovesnega dogodka ogledate na YouTubu. Dragi mladi prijatelji, prisrčna hvala, da ste polepšali današnji dan v tem hramu demokracije. Jaz sem prepričan, da se zopet snidemo ob letu v Sorej. Ampak predno se razidemo, bi rad rekel, da je danes tukaj ozelenela in zacvetela slovenska lipa, pa ne sama od sebe. Nekdo je to lipo zalival. Zalival znanjem in ljubeznijo. Negoval s spoštovanjem in upanjem, da bo ta lipa cvetela v vseh letih naprej. In ta nekdo so ravnatelji, mentori in učitelji. Jaz mislim, da zaslužijo en res močen aplavz. Bravo!